Spoštovane občanke in občani Vipave, gospod župan občine Vipava, magister Ivan Frince s sodelavci, spoštovani gospod magister Miloš Bizjak, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, spoštovani župani sosednjih občin, državni svetnik Branko Tomažič, občinske svetnice in svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, spoštovani prejemniki priznanj občine Vipava, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da ste me povabili na letošnjo osrednjo občinsko slovesnost. Dovolite, da vas ob tej priložnosti pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in v svojem lastnem, ter ob tej priložnosti pregovorim nekaj besed. Slovenci smo v zadnjem četrt stoletja doživeli veliko lepih, pa tudi težkih trenutkov. Nobena država pa ne more zasenčiti dejstva, da smo si po tisočletnem hrepenenju izborili lastno domovino. Osamosvojitev je epohalni dogodek v zgodovini vsakega naroda in vsi mi, ki smo imeli zgodovinski privilegij doživeti veličastno strojstva nove države, smo tega lahko iskreno veseli. Spomine in občutke na te veličastne dogodke moramo s ponosom negovati. Mnogi naši predniki so za svobodo dali svoje življenje, mi pa smo jo doživeli v polni meri, zato smo jo dolžni braniti in ohraniti za prihodnje rodove. Vsi Slovenci pa so tako upravičeno ponosni na domoljube Vipavce, ki ste jih jugoslovansko vojsko med prodorom proti italijanski meji ustavljali z lastnimi telesi. Medtem, ko se je Slovenija pripravljena na proslavo v razglasitvi samostojnosti, so proti mejnim prehodom z Italijo 26. junija 1991 krenile prve oklepne enote reškega korpusa. Krenile pa ne znaka prišle. Med potjo so jih postavili barikade in odločen odpor domačinov in miličnikov, zlasti v bližnjem Vrholu. Neoboroženi prebivalci pohoda tankov niso mogli preprečiti, vendar so ga zavrli in omogočili mobilizacijo teritorialne obrambe, s čimer so spodbudili k uporu celotno Slovenijo. Jugoslovanske armade, ki je postala okupatorska vojska, so pokazali in dokazali, da slovenskega naroda ne bo mogla pokoriti z oboroženo silo. Dogajanje med slovensko samosvojitvijo je prežemal velik domoljubni duh. Ta ima na Vipavskem posebej globoke korenine, ki jih napaja zgodovinski boj za preživetje in ohranitev slovenske narodne identitete. Slovenski Primorci smo prvi v Evropi občutili težo fašističnega škornja in brezobzirnega raznarodovanja. Upor je bil naravna reakcija zatiranih in zaničevanih in iz njega se je razvilo osvobodilno gibanje, ki so se mu na Primorskem pridružili vsi svobodomiselni ljudje. Janko Prvo Vojko, rojak iz Vipavske doline, velik borec proti fašizmu, je bil med prvimi odlikovanimi z redom narodnega heroja. Primorski antifašizem je imel narodnostni značaj, zato se je vojna na Primorskem v marsičem odvijala drugače kot po preostali Sloveniji. To je bil zgodovinski mozaik težkih preizkušenj, v katerih smo zmagovali in izgubljali. Padli, ranjeni, izgnani, internirani, prisilno mobilizirani, razseljeni, ljudje, ki so ostali brez doma in imetja. Vse to je bila visoka cena svobode, ki jo je generacija naših dedov in očetov plačala za nas. Tega nikoli ne smemo pozabiti. Naša dolžnost je, da za svoje potomce ohranimo svobodo in gradimo trdne temelje za njihovo boljšo prihodnost. Danes smo suvereni na svoje zemlje. Imamo čast, pravico in oblast. Od nas je odvisno, kako uspešno bomo znali izrabiti zgodovinsko priložnost enakopravnega članstva v Evropski uniji in utrditi položaj Republike Slovenije na mednarodnem področju ter zagotoviti visok življenjski standard za vse državljane. Vipavska je bila od nekdaj dežela, kjer so se križale in stikale številne poti. Ta lepi košček sveta je zaznamovala njegova vila Rojnica, Burja, ki
se z neustavljivo močjo hodi čez dolino in ljudem narekuje poseben način življenja. Burja odganja vlake in čisti zrak. Vpliva pa tudi na karakter ljudi. Ni iz trte zvito tisto, kar pravijo, da ste vipavci radosti kot sonce, a trdni v svoji drži, kot vas je to naučila znamenita vipavska poeta. Občina Vipava danes vse bolj ambiciozno zarisuje svoje mesto na zemljevidu Slovenije in širše. Razveseljuje podatek, da se dolina uvršča med 10 najboljših destinacij na svetu. Temu primerno narašča število turistov. Ponujajo se nove možnosti v obliki raziskovanja naravne in kulturne dediščine, pa tudi trženja produktov povezanih z bogato vinsko, vinogradniško in trsničarsko tradicijo, ki izvira še iz časov, ko so dolino poseljevala starodavna keltska ljudstva. Vipava je dežela vina in vipavski vinogradniki so si s trdnim delom in izobraževanjem zagotovili sloves med svetovnimi pridelovalci vina. Vse to bogatstvo, ki ga ponuja narava in kultivirajo pridne vipavske roke, strmeno povzema neuradni slogan doline in občine Vipave, toliko vsega. Obeti so odlični, saj ima občina ugodno geografsko lego, hitre povezave do vseh večjih in pomembnejših mest, urejeno infrastrukturo in veliko možnosti in priložnosti za vlaganje domačih in tujih podjetnikov in podjetnikov. Naj mir in blagostanje ostaneta stalnica življenja v vaši občini tudi prihodnje. Spoštovani, ob koncu ne čestitam vsem zaslužnim prejemnikom občinskih priznanj in nagrad, čestitke županu magistru Princesu, občinski upravi in prav vsem, ki skrbite za urejanje in upravljanje zadev javnega pomena na tak način, ki ustvarja prijazno življenjsko, bivalno in delovno okolje. Predvsem pa zahvala vsem vam, občankam in občanom, ki kot posamezniki ali v okviru številnih društev skrbite, da je občina uspešna, ustvarjalna, živahna, polna energije, prijazna domačinom in obiskovalcem vsega sveta. Vsem skupaj vam želim lep, čeprav deževen praznični dan in uspešno nadaljnje delo.